Želja investitorja je bila zasnovati hišo s čim več zasebnosti v praktično mestnem okolju in hkrati izkoristiti naravno okolje v njeni bližini. Želeli so leseno montažno hišo, pri tem pa so bili tako dosledni, da ima hiša celo leseno talno ploščo. Ni potrebno posebej razlagati, da je ta hiša nekaj posebnega, modernega, unikatnega. Je odraz investitorjeve želje, oblike terena in omejitev prostorskih aktov. Zasnovali so jo v arhitekturnem podjetju Leo Atelier Vesna Požek SP, v podjetju Richter pa so jo izdelali in postavili zgolj v 5 mesecih. Gospa Vesna, parcela je umeščena med 2 cesti in nagnjen teren. Kako ste se pri načrtovanju lotili te problematike terena? Objekt smo dvignili na stebre, s tem smo rešili večino problematike nagnjenosti terena in omilili vplive okoliške krajine, vplivov na sam objekt. Zgornje strani je dostop, spodnje strani je površina tlakovana in tudi dostopna. Je pa zahodna, se pravi tale zahodna cesta zelo prometno obremenjujoča in s tem se je zgodilo, da sem se odločila, da sem pri projektiranju zaprla ta zahodni del objekta, je manj zaseklenih površin. Kljub temu sem pa želela nekako obrniti objekt in odpreti navzven tudi na tej strani. Hiša je videti lesena, je tudi v resnici takšna? Hiša sama je umeščena na robu mesta. Ima čudovite danosti naravne. Krošnje je moč opazovati iz samega objekta. Te tudi po letnem času mečejo zelo senco in tako naredijo prijetno bivalno okolje v samem objektu. In zdaj, ja, stebri pa temelji so mogli biti armirano-betonski, drugače ni šlo. Je pa res, da nad stebri je pa objekt praktično lesen. Je nekaj jeklene konstrukcije zaradi večjih razponov pri samem objektu, ker so pač prostori zelo veliki in odprti. Je pa lesena plošča nad stebri, potem zidovi so vsi leseni in tudi strop in ostrešje je leseno. Zdaj, meni je bilo edino smiselno tako leseno konstrukcijo potem obleči tudi v lesen ovoj plašč, tako da delno je fasada macesnova v objektu. Eno piko na i pa daje ta zgibana pločevinasta streha temu objektu, ki se zelo lepo poda k lesenemu izgledu. Dolžina strehe je 27 metrov. Da bi jo razgibali, so sleme nagnili in 3-krat višinsko prekinili. Žlebov na strehi ni videti. Odtočne cevi in žlebove so skrili v strešini. Lastnik je želel, da vsaj ena stena ni vertikalna. Nastala je stena nagnjena približno za 30 stopinj. Hiša deluje iz ene strani kot običajna hiša na ravni podlagi, z druge strani pa kot da je neka obmorska hiša, ne vem, nekje v Santa Moniki ob morju. Ja, dejansko je zgornji del prilagojen nivoju zgornje ceste, spodnji del je pa ostal seveda prilagojen spodnji cesti. Razlika med spodnjo in zgornjo cesto je praktično več kot 1 etaža. Ampak zgodilo se je, da je pač s tem omogočeno, da je tudi dostop bil iz zgornje strani, tako je bilo zahtevano tudi v prostorskem aktu. Spodnja stran je pa še vedno dostopna, kar je pa tudi nekako investitorjeva želja bila. Gospod Janez, hiša je bila kljub kompleksnosti zgrajena precej hitro. Ja, res je. Hišo smo zgradili približno v 5 mesecih. Do 4. podaljšane gradbene faze, to je več kot za običajno hišo, ker kot vidimo je hiša zelo zahtevna z ogromno detajli in je bilo treba ogromno ur vložiti in seveda tudi s tem se je podaljšal čas izgradnje. Drugače mi običajne hiše gradimo približno v 2 mesecih do 4. gradbene faze, medtem ko je pa ključ gotov že v pol leta.
V podjetju Richter se zavedamo, da je gradnja hiše življenjskega pomena za vsakega posameznika. Vemo, da je treba tudi ogromno angažiranosti in napora posameznika in glede na to, da je danes smo vsi omejeni s časom, smo v podjetju Richter nekako ponudili servis za stranke, ki jim praktično pomagamo že od samega začetka pri odločanju nakupa parcele pa vse do gradnje. Hiše Richter so visoko kakovostne, kvalitetne, unikatne, vedno so usklajene z investitorjem in skladne z okoljem in z veseljem rečemo, da so to naše hiše. In kako dolgo stojite za svojim delom? Za svojim delom stojimo 35 let garancije. So tudi sicer običajno vaše hiše pasivne, kot je ta? Veliko naših hiš je pasivnih, ta hiša je pa izredno dobra pasivna hiša. Pri tej gradnji smo uporabili praktično naš najboljši sistem, pravzaprav smo ga še izboljšali. Če smo hoteli doseči, glede na to, da je hiša tako zelo razčlenjena arhitekturno, je povsem atipična za pasivno gradnjo in smo morali praktično še izboljšati naš sistem in na koncu smo dosegli odlično pasivno hišo. V čem točno pa je ta nadgradnja vaše pasivne gradnje? Za osnovo smo vzeli konstrukcijski sistem Richter Passive Plus, ki je v tem primeru ni zadostoval in smo ga morali še nadgraditi, tako da ta stena ima sedaj skupne debeline 65 cm in čiste izolacije več kot 51 cm. S tem smo šele lahko dosegli praktično, da smo to hišo zgradili v pasivnem standardu. Pa ste že kdaj prej tako debele stene gradili? Ne, to je prva takšna stena in mislim, da je tudi edina v Sloveniji in verjetno tudi v širši okolici. So vse te inovacije plod zgolj vašega slovenskega znanja? Tako je, to je plod našega znanja v sodelovanju z arhitektko in z investitorjem, ker praktično z do sedaj znanimi rešitvami nismo uspeli te hiše zgraditi v takšnem standardu in smo praktično morali izboljšati sistem in s tem pač doseči potem res to pasivno gradnjo. Tako da tudi v Darmstadtu so praktično bili navdušeni nad temi našimi naprednimi rešitvami. Ste pa tudi prejemniki nagrade lanskoletne Najlesena gradnja 2016. Ste to nagrado prejeli za to hišo? Ne, za to hišo jo nismo prejeli, čeprav bi si tudi sigurno zaslužila. Hiša Najlesena gradnja je bila zgrajena v Kanjem dolu. To je taka prijetna hiša, ravno tako atraktivna za pogled, grajena iz naravnih materialov in tudi seveda zelo prijetna za bivanje. Kako že vi rečete, danes naša hiša, jutri vaš dom? Točno tako. Lastnik se tudi sam profesionalno ukvarja z gradnjami in si je zadal cilj, da bo sebi zgradil dom, ki bo imel veliko steklenih površin, debelino izolacije preko pol metra in bo zgrajen po standardih za pasivno gradnjo. Želje so bile velike, zahteve še večje, budžet pa omejen, tako kot pri vseh graditeljih. Gospod Serečko, vi se profesionalno ukvarjate z gradbeništvom. Zakaj lesena hiša? Lesena hiša v bistvu zato najprej zaradi tega, ker sem že zaradi profesionalnosti vedel, da se iz leseno hišo da narediti bistveno več v smislu in konstrukcijskih zahtev. Ne nazadnje so pa tisti bivalni pogoji v leseni hiši sigurno boljši kot v zidani, ker do zdaj sva živela v zidanih hišah, in zidana hiša ima svoje prednosti in slabosti proti montažni leseni hiši, ampak sva videla, da je ta lesena hiša dejansko, da ima ugodje bistveno boljše kot zidana hiša. Hiša je kar precej prostorna. Koliko ima kvadratov? Hiša ima notranje površine cirka 200 kvadratnih metrov. Že v osnovi sva rekla, ne glede na to, da se staramo, da nismo več med mlajšo populacijo, sva rekla, narediva hišo, da bo imela samo eno etažo, pomeni, da nima ne kleti, da nima mansarde, skratka, nisva hotela imeti nobenih stopnic. Na severu so otroške spalnice ter soba za druženje in učenje. Razkošen notranji atrij ima pogled na drevesne krošnje. Dostop vanj je iz dnevnih prostorov, hodnika in spalnice. Dnevni prostor z veliko kuhinjo in jedilnico se lahko zasenči s posebnimi paneli, ki imajo tudi nalogo varovanja. Posebna zložljiva vratca v celoti zaprejo omarice in velika kuhinja je v trenutku pospravljena. Priti v take hiše ni zgolj sreča, a ne, gospod Serečko? Bivanje v njej pa verjetno precej srečno. Točno tako. Mi se v tej hiši tako dobro počutimo, da zdaj dejansko zadnje 2 leti nikamor ne gremo.
oba, se pravim, z mojo madam in otroci, mi čakamo, da pridemo dam in smo tle enostavno, se pravim, se res toliko dobro počutimo. Srečo gojite doma. Tako je, točno to. In tudi obiske, ki pridejo, da ne govorim, se pravim, kar manj samo včasih, da grejo domov. Ja, se meni se nič ne modi danes. Verjamem.